Gledate oddajo Klepet ob kavi. Če ni najbolj uporabljena beseda tega leta koronavirus, pol verjetno niste z tega planeta. Virusi gor, virusi dol, virusi levo, desno, kako nastane virus, kako ga v bistvu preprečiti, kako preprečimo vdor v naše telo in bla, 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 tole zdaj poslušamo že z vseh strani. Treba je pa majčkeno razmisliti tudi o tem, zakaj bi lahko hrana na nek način vplivala podobno kot virus na naše telo in ga s tem na nek način v bistvu destruktivno se ravnalo oziroma odzvala. Zdaj, kaj je s tem, kako ni s tem, kako lahko z zdravo hrano preprečimo morebitno intoleranco na določena živila, bomo danes pregovorili z trenerko za hormone in ščitnico. Z nami je Simon Godina, lepo pozdravljena. Živjo, živjo. Torej, danes bomo imeli kar zelo tako temo, zanimivo. Recimo, kako sploh hrana vpliva na telo, da izpade podoben, kot da bi v nas vstopil čisto zaresen ta hud virus? Ja, res je tako. Premalo se zavedamo, da v bistvu hrana lahko na naš imunski sistem zelo podobno deluje. Tako da tukaj gre za to v bistvu imunsko toleranco. Tako da naše telo v bistvu tako živilo, ki ga ne prenaša, odnosno ga označi kot en antigen, ki ga ne prepozna in ga da, tako bi rekli, karantena. Ga pošle v karanteno, zdaj malo vemo, kaj to pomeni. In ga da pač na odstranitev, ga ne prepozna kot hrano. In takih živil je v bistvu kar nekaj. Saj poznamo to, ta gluten ali pa gliadin bolj, če smo natančni. Laktoza je problem, pa tako naprej. Kaj se s tem dogaja? Laktoza niti ne deluje na imunski sistem, je bolj intoleranca, da nimamo teh encimov za prebavo. Problem pri mleku je kazein, ker je protein. Ta kazein, še posebej A1 v kravjem mleku, ki je tudi zelo težko prebavljiv protein. In telo pač to ne razgradi na manjše delce, in ker to niso manjše aminokislince, ki bi jih seveda telo sprejelo, vgradilo v svoje tkiva, jih zazna pač kot neki tujek, in se sprožijo pač mehanizmi imunskega sistema, ki želijo to pač odstraniti. Bodisi ali je to citokinski odziv, direktno vnetje, ali pa je to z protitelesi, pa si potestiramo na teh intolerancah na hrano. So različni testi, ki pokažejo te imunoglobuline, ki jih telo tvori kot neki odgovor na te antigene, na to hrano, na katero smo v bistvu preobčutljivi, bi bil boljši izraz. Ker intoleranca pomeni, da mi ne moramo nekaj prebaviti. Tako kot je laktozna, histaminska recimo intoleranca, da nimamo nekih encimov. To ne deluje na imunski sistem. To imamo malo drisko-prebavne motnje recimo. Medtem ko preobčutljivost na hrano je pa že imunski odziv. To, da mi smo recimo na gluten lahko intolerantni, pomeni nimamo encimov za prebavo, čeprav zdaj po znanstvenih dokazih noben človek v celoti ne prebavlja v bistvu gluten. Tako da, da smo vsi nekako intolerantni, kot ljudje. Da to ni naša neka pač hrana. Zdaj pa pač odvisno od našega imunskega sistema, pa stanja črevesja, kako bomo to preživeli. Preobčutljivost pomeni, da bomo mi lahko že tudi neko genetsko tako pač predispozicijo, odnosno genetsko zasnovo, da pač je to za nas nov, da to pač ni hrana za nas. Še posebej recimo pri celiakiji se to vidi, so razni te geni HLA, DQ2, DQ8, ki so pač bolj dovzetni za to, pa lahko pride do bolezni. Sama genetika še ne pomeni bolezni. Tako da ali pa imamo alergijo, lahko alergijo, to je pa tisto, kar nas na koži potestira zdravnik, pa imamo anafilaktični šok, pa smo zabuhli, pa ne moramo dihati. To so pa IgE, to je takojšnja reakcija, medtem ko te preobčutljivosti so pa zapoznele reakcije in so take tihe reakcije, ker niti ne vemo, da bi bila lahko v bistvu to hrana. Ampak, ker si prej govorila od virusov, tako kot virus pride v telo pač imunski sistem reagira, pač makrofagi ga objavljajo, ima pač te svoje mehanizme, da ga pač uniči in da ga eliminira. Podobno je pri hrani. In zdaj, če imamo mi in veliko teh živil, na katere smo intolerantni, pa še viruse, pa še bakterije, je v bistvu naš imunski sistem preobremenjen. In ga lahko
porine čez rob in če imamo mi genetiko za avtoimunska obolenja, je potem tukaj lahko tudi pride do bolezni. Ko ravno govorijo torej o avtoimunskih obolenjih, neki dejavniki obstajajo. Ti zdaj mi znaš to bolj podrobno razložiti, ne? Kako pride do tega? To, kar sem zdaj govorila, kako v bistvu pride do avtoimunskih bolezni. Danes so tudi v porastu in se zdaj sprašujemo, zakaj. Tudi avtoimunske bolezni načeloma zato ni zdravil. Ščitnica je ena taka, potem celiakijo poznamo. Ta avtoimunska reakcija lahko v bistvu v telesu, kot telo napada samo sebe. Najprej je ta oralna toleranca motena, to pomeni, da imamo preobčutljivost na hrano, tukaj smo že nekje blizu problematike. To lahko že začetek nečesa. In telo potem tvori proti telesa in obremenjuje. Lahko imamo mi kemično intoleranco, pomeni, da smo občutljivi na različne kemikalije, eni bolj, eni manj, pač v dotik na neke nakite in take stvari. Pralni prašek, recimo? Ja, tudi te stvari, ker je veliko teh kemikalij, eni so bolj občutljivi, eni niso. To je že tudi en tak znak. Potem je pa ta avtotoleranca, ko telo v bistvu izgubi zmožnost, da prepozna tujo sestavino od lastnega tkiva. In začne napadati tudi lastna tkiva in jih pač poškoduje. Ali ščitnico, ali to pri lastnih mešičkih pa je alopecija, pri koži so tudi lahko razni dermatitisi luskavica, je tudi avtoimunska bolezen, ki gre pol tudi lahko na sklepe, revmatoidni artritis, to imam jaz, pa ščitnica, ki pol gloda ščitnico, tukaj so, ali pa ne vem, vitiligo, te fleki, pa gloda te melanocite, tako da prizadane različna tkiva lahko in potem se pol bolezni razlikuje. Ampak da prizadane, to mora biti prisotna genetika, kar smo že prej govorili, pomeni neka predispozicija genska, da mi lahko pač to bolezen dobimo. To so razni te HLA, pač te Human Leukocyte Antigen, pa razne kombinacije, ki se jih tudi v bistvu lahko testira. Ali pa vidimo, ko imamo v familiji nekoga, ki je bil bolan, pa pol spet izbruhne, ampak sama genetika še ne pomeni bolezni. Pomembno je, da je tudi prepustno črevesje prisotno, to so tudi že zdravniki, znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo. Ti si imela težave z neprepustnim črevesjem, je tako? Ja, bom tudi to razložila. Tako da prepustno črevesje, kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da da ta hrana, ki jo mi nismo prebavili, ki sem prej govorila, da nima, da jo pač... Smo tolerantni na nek način na njo? Te antigeni v bistvu pobegnejo skozi črevesje. Črevesje zdravo ima na površini takole celice, ki so zložene kot lego kocke. In če pa prepustno, so pa odprte, nastanejo pa luknje. Luknje pač nastanejo zaradi nepravilnega vnašanja različnih snovi v naše telo, od zdravil, antibiotikov, tudi kontraceptivov, da pride do disbioze, sladkor, alkohol, pač vse sorte teh zadev. Tudi te antigeni določeni, kot je gluten, tudi poškodujejo, tvorijo en zonjulin, ki to naj bi nadziral in potem pride do prepustnega črevesa, ne bom šla zdaj toliko v detajle. In potem te velike molekule pobegnejo direkt v kri in tam potem jih telo zazna kot problem. Ampak to v bistvu nastane že lahko v želodcu, ker imamo premalo lahko želodčne kisline, premalo encimov, ki bi to hrano razgradili. In potem je to velika molekula in telo pravi, to ni hrana. Hop, karantena in izločanje. In tega je lahko preveč in ko je teh antigenov že toliko veliko, da je telo že preobremenjeno, je pa lahko potem še kakšen stres, lahko je tudi mogoče izpostavljenost nekim specialnim kemikalijam, pač smo bili nečemu izpostavljeni, lahko za ženske porod, ker je neka sprememba, lahko je operacija, pač neki šok za telo, v tem smislu, ali pa je lahko tudi kakšna okužba, Dostikrat se pride do kakšnih tudi bakterijskih in takih okužb in to porinejo čez rob. In se potem pojavi ta avtoimunska bolezen, v bistvu izbruhne. Na kakšen način potem lahko mi to preprečimo, oziroma imamo preventivno? Zdravniki pač to zdravijo na svoj način, v to se jaz ne bom zdaj vmešavala. Načeloma tako, da supresirajo, da umirijo imunski sistem, da ga odklopijo, da ne divja, ker tukaj je preveč obremenjen. Za akutne situacije je to koristno, na dolgi rok pa mi v bistvu lahko naš imunski sistem zelo lepo v bistvu razbremenimo.
Tukaj pa delamo na sebi in tukaj pa danes je pa kar veliko dela, zato ker smo že iz okolja obremenjeni z različnimi zadevami, ne mogli bi jesti lepo ekološko hrano brez pesticidov, ker eno živilo, ki je normalno, ne vem, brokoli recimo, ne, pa plus neka kemikalija v smislu pesticida, to telo zazna kot antigen, to ne pozna to kombinacijo. Pravi, to ni hrana in gre v karanteno. Kljub temu, da je ali pa tvori proti telesa, pa pol intoleranci to vidimo, ne, ali pa celo alergije, ne. Tako da tukaj pride, ne, do tega problema, da pač telo začne to zavračati, odnosno da mi v telo vnašamo hrano, ki ni hrana, ali pa pač ne hote ali hote, sestavine, pa tudi tudi razne te pšenice, gluteni, ki so hibridizirane, pa pač tretirane na različne načine, to pač telo ne zaznava kot hrano. In mi preveč smo temu izpostavljeni. Ne? Potem so pa še druge kemikalije, po drugi svetovni vojni je 100 000 šlo ven in jih je samo 5% tega pač testiranih, a so nam škodljive, medtem ko ostale pa ne, tako da niti ne vemo, a so ali niso. Ne? Potem pa še tudi cepiva so kot neki tuje, kot neka zadeva, ki nas tudi obremenjuje, pa tudi vsakdo lahko to drugače prenaša, ne? Ker te dodatki v cepivih adjuvanti, na to lahko različno reagiramo, tudi genetsko konec koncev, ne? Ker nimamo razstrupljevalnega dobrega sistema v našem telesu, te komunale naše, ne? Da odstranjuje strupe. In seveda prepustno črevesje gre vse direktno v kri, ker otroka se rodi s prepustnim črevesjem kompletno. In tudi mame pač pojerbata zadnje 3 mesece, nekje tisto obdobje, ki je še ženska noseča, da dobivata proti telesa, da je pripravljen na zunanji svet. Zdaj pa mame imamo vse sorte enih tudi škodljivih zadev v sebi in to prenašamo naprej. To, da se dogaja, da so že otroci, ki imajo ob rojstvu že proti telesa na gluten, pa se še niso jedli kruh pa žemelco. In poli mamica, ne vem, pri 6 mesecih da žemelco v usta, pa kruhek, pa bla. In je lahko problem, ali pa tudi ne, odvisno. Zato je treba dojenje, ker preden sploh sesavci, recimo, sesavci preden se hranijo z mlekom, ko se rodijo, ko zizajo, najprej prej kolostrum. In ta kolostrum zapre črevesje in pripravi na nadaljnjo konzumacijo mleka. In če tega ni, pa to, da gre čez bakterijski, da se umavža v teh bakterijah, da se rodi, saj če je pa carski, je pa treba umavžati, pa se to tudi dela. Tako da to dobi, da ima to res naravno zaščito in ker tega ni danes, ker tudi te porodi so pač taki in drugačni, pa carski rezi in to je tudi potem veliko več alergij in niso otroci zaščiteni. Še od mame dobijo cel kup, ker tudi mame so že vse in precepljene in nimajo neke imunske naravne te zaščite, ki se zdaj to že generacija na generacijo tudi nekako prenaša naprej in zato je tudi toliko alergij danes pri otrocih, pa morajo biti v šolah že dietetičarke, te kuharice in podobno, zato ker so te poškodbe prisotne. Zdaj si ogromno stvari povedala, ogromno informacij. Kako lahko pa mi v tem trenutku, jaz vem, da imaš ti eno fajn delavnico dresura za neprepustno črevo in tudi za jetra. Zdaj praviš, da ti se vedno lotaš, oziroma da se moramo lotiti celostno. Jaz se celostno lotam, tako da prvi korak je, da mi v bistvu sploh odstranimo te antigene, razne te gliadin, gluten, mleko recimo, pa tudi kakšne te razhudnike, ki so lektini, aglutenini, pač to so vse neke sestavine, ki so lahko za telo težko prebavljive, problematične, in seveda najprej to odstranimo, nehamo nekako prilivati olje na ogenj, da se umiri. Tako, kad damo roko v gips, da se celi. Mi pa v bistvu, namesto da bi dali naše črevesje v gips, mi pa še kar vse mečemo in pa je ta problem, pa sem občutljiva na to, pa sej ne jem tistega, kar je intoleranca pokazala, pa ni nič boljše.
Zakaj ni boljše? Zato, ker prvi korak je, da to seveda odstranimo, to hrano, na katero smo intolerantni. To je individualno, predvidevam, ne? Če pokaže, da je vse živo, da smo na vse živo nekje alergični, bi rekli, intolerantni, da pokaže tisti test vse, pomeni, da je totalne luknje, se vse gre mimo, prepustno črevesje totalno. In je treba to zaceliti in ga malo razbremeniti, potem je pa treba tudi želodčne sokove urediti, pomeni premalo imamo kisline, ne preveč. Vedno mislimo, da imamo preveč, pa je, ker nam gor toče, ampak gor nam toče zato, ker to vse gnije, ker nimamo dosti kisline, da bi se to razgradilo. In se potem tudi te delci ne razgradijo in celi prehajajo naprej in potem še čez prepustno črevesje smo rekli naprej. Tako da tukaj vidim, da tukaj je tisti prvi štadij. Pol so pa na črevesju tista prva zaščita, pa ostale, pa nam šla zdaj toliko detajle, od tega Secretory IgA, ki je prva linija borbena, pa tista sluznica, pa pol naprej. In se potem v bistvu moramo lotiti, da pravilno to malo zacelimo. Včasih je tudi post lahko koristen. Jaz sem to pri sebi videla. Čeprav ga ne toliko forsiram, bom rekla, v tej delavnici, ampak ga tudi dostikrat priporočam, vsaj par dni, mogoče ali z kakšno domačo kostno mesno juhico, recimo z zelenjavo, ta domača goveja juha na ta način, ki ima veliko mineralov, ali pa zelenjavna juhica, ali pa sam čaj, da se malo umiri. Jaz sem tako s to kostno juhico z govejo domačo, pač malo mesa, malo juhice kombinirano, 3 dni delala post, pa pol sem še malo podaljšala, tako 4. In pustimo hujšanje to itak, ampak jaz imela sem bolečine v želodcu zaradi nekih vulkusov in to, ker sem ene tablete proti bolečinske jedla, ker sem imela ene bolečine in sem si jaz to umirila. In tako, ne vede, jaz sem šla zaradi hujšanja, bom rekla, malo na post, pa tako, da malo telo spravim v ketozo, recimo, ampak tako stranski učinek je bil pa, da se je meni pa ta želodec umiril in od takrat, evo, vse ne vem, kam ne trkam, da me več ne stiska. Prej sem imela pa skozi na vsak stres, to sem bila tako občutljiva. In se je pa tudi začela absorpcija, sem lepo mišice dobila in to me zdaj, vedno so šokirane, ko povem na mojih predavanjih, kako sem dobila jaz v bistvu mišice. Jaz sem vedno bila podhranjena, zato sem imela moteno to absorpcijo, pa kislina, pa vse to, ker to večinoma imamo ženske problem, zato se tudi več odločamo za veganstvo, ker ne moramo prebaviti mesa, zato rabiš ful močno kislino. Tako da pa ne, da zdaj meso je pa zdaj koristno, v majhnih količinah tudi lahko. In jaz sem pol videla, da to ima ene druge učinke in to nam pol tudi hrbtenico drži, pa vse, mišice. To, da je to, sploh zdaj, ko sem jaz v menopavzi, jaz sem zdaj že 50+, že orang, in moramo vzdrževati, ker nam pobira mišice v tej dobi, ko smo že v menopavzi, pa nam že padajo hormoni, in jih moramo še toliko bolj vzdrževati. In je ta notranja komunala zelo pomembna, da se telo pravilno razstruplja, ker z leti se itak vse upočasnjuje in je skozi teže to. In tudi pri otrocih se danes že to pojavlja. Tako da jaz vidim zelo dobre rezultate pač s tem mojim tudi sistemom, da se razbremeni, regenerira pač želodec, potem naprej črevesje, najprej prepustno, pa zdresiramo bakterije, dresura bakterij z hrano, takole raznovrstna hrana, da res nahranimo ta naš živalski vrt bakterij v črevesju. Sej, probiotiki za en čas pomagajo, ampak na dolgi rok pa ne moramo skozi samo to dodajati, pa tudi več živali moramo dodati. S probiotiki ne moramo vedno trofati te prave. Tako da jaz se pač lotam vsega in vmes pride tudi to jetra, pa limfa, pa žolčnika za presnovo maščob in to, da je ta komunala tudi pravilna, ker veliko se jih loti razstrupljanja, pa si nazaj reabsorbira vse strupe, ker imajo prepustno črevesje. In gre direktno se nazaj, še bolj koncentrirano in si lahko sprožimo tudi bolezen. Ja, Simon, hvala lepa seveda za vsa ta pojasnila. Ve pa, dragi gledalke in cenjeni gledalci, seveda, če želite zdresirati vašo komunalo, potem veste, da je Simon pravi odgovor.